bo jaz kar Luka predal besedo, pa ti predstaviš. Zdravo. V bistvu sem se nekaj malega napisal, pa bom kar pač prebral zadevo. Se pravi, moj prispevek se bo ukvarjal s poljem, ki bi se ga moralo po mojem mnenju nujno misliti skupaj z debato o beguncih. Iz nekega vidika bom govoril o politični situaciji, katere del je tudi begunska kriza. Vse prevečkrat imam občutek, da se o današnjem valu migracij govori, kot da bi šlo za naravno katastrofo, za potres ali sušo. Zdi se mi, da je boj, ki se dogaja na področju v tem času izjemno živega diskurza o beguncih zelo pomemben in ključen. Hkrati pa mora produkcija efektivnega probegunskega diskurza vključevati tudi premislek o situaciji, katere posledica begunci sploh so. Če hočemo neko govorico, ki bi begunce nekako sprejela, še bolje šla z njimi v simbiozo, zato potrebujemo neko diskurzivno podstat. Gre se za govor o širšem geopolitičnem konfliktu. Begunci so del strukturnega procesa in ukvarjanje s tem procesom nam lahko služi kot podlaga za projeciranje takšnih in drugačnih strategij, za konstruiranje takšnih in drugačnih diskurzov. Premik v konstelaciji, katerega težo šele sedaj spoznavamo, je bil pomorska trgovska ekspanzija zahodnega civilizacijskega sklopa, ki je s potjo onstran rta dobrega upanja razlil svojo prevlado nad Indijski ocean. Islamski svet je bil tako izigran, izrinjen, vržen iz vloge medija, trgovca, sveta, ki je bil tranzit med svetovi. Zahod je svojo kolonialistično ekspanzijo posegel v neko dinamično, a hkrati stabilno konstelacijo civilizacijskih sklopov na Evraziji. Šlo se je za degradacijo strukturne pozicije islamskega sveta, ki je bila posledica te rekonstelacije. Zahod aktivira ocean in preko peljave tega novega prostora kupuje in pleni direktno na vzhodu. Ta proces se dogaja v simbiozi s tokom ameriškega zlata, ki je bil likvidnost, ki jo je Zahod potreboval, da je monopoliziral svetovno trgovino, da je formiral prvi zares globalni imperij in prvi zares globalni produkcijski način. Naenkrat, pa govorimo o 300 letih, se je Zahod nekako oborožil z različnimi tehnologijami, ki bi jim lahko rekli moderne. S prehodom v moderno, ki je izvorno zahodni ideološki modus, je postala zmožnost poseganja, nadvladovanja bistveno večja. V primeru islama je stik in vojna in poseg v ta svet že dolgo pomemben del zahodnega imaginarija. Tehnološka in vojaška premoč je po razpadu Otomanskega imperija na Bližnjem vzhodu zahodnim velesilam omogočila, da enostavno priplujejo z jeklenimi ladjami in narišejo države. Imperializmu bi se zares izognili, šele vkolikor bi islamskemu svetu končno dovolili in priznali civilizacijsko suverenost. Kar nas danes zanima, je predvsem zadnji tip tega vmešavanja. Zanimati nas mora rušenje talibanov v Afganistanu, napad na suvereno državo Irak, vmešavanje in destabilizacijski vpliv tokom arabske pomladi, intervencija v Libijo, intervencija v Sirijo. Poleg tega nas morajo zanimati mreže in zgodovine zavezništev in taborov. Vedeti moramo, katero igro se igra in kdo jo igra. V destabilizaciji Iraka, Libije in Sirije je imperij, katerega glava so ZDA, videl neko nujnost. To so bile države s sekularnimi diktaturami, katerih vlade niso bile tako rečeno kupljene. Pred letom 2008 je bilo malo držav, ki niso bile kupljene. Gre se v končni fazi za ekonomijo, za trge, ki se obnašajo protekcionistično in se upirajo zahtevi centra po vsiljevanju prostega trga, ki v tem smislu pomeni podreditev določenemu ekonomskemu svetu z določenim centrom, kamor se odteka profit. Od leta 2008 se je precej spremenilo. Imperij je v nekem strogem smislu danes že mrtev in je v pospešenem razkrajanju. Vse hitreje vstopamo v svet mnogih centrov. To se kaže tako na globalni ravni z močno Rusijo in Kitajsko, kot v vse večje avtonomnosti in samozavesti regionalnih centrov. Na področju Srednjega vzhoda so to zagotovo Izrael, Iran, Saudska Arabija in Turčija. Politika do Iraka se je končala z napadom in okupacijo leta 2003, je bila še igra enega centra. Hkrati pa je destabilizacija Iraka pripravila okolje za prehod konflikta v novo fazo. Ta prehod se najbolje kaže v Siriji, ki je epicenter in prva velika igra postimperialne politike mnogih centrov. Neka logika je za tem, da se arabska pomlad v različnih državah izteče kot se.
v Egiptu, ki je strateški zaveznik, v katerega so ZDA med letom 1948 in 2011 zmetale 70 milijard tako zvane vojaške in gospodarske pomoči, so imeli torej kupljenega diktatorja, ki pa ga niso mogli ohraniti zaradi enostavno prevelikega gneva ljudi. ZDA so torej podprle demokracijo in razpis volitev. Ko je zmagal Morsi, ki ni bil to, kar so ZDA želele, je egiptovska vojska naredila državni udar in vse je bilo na nek način spet po starem. Če je bil v Libiji na oblasti ekscentrik, ki je sedel na nafti in z njo financiral svoje kaprice, sicer pa tudi zgledno socialno državo, ti je pač v interesu, da bi tista nafta tekla malo bolj deregulirano. Vojna, zahodna intervencija in političen vakum v Libiji pa so recimo že direktno povezani s trenutno, pa tudi že nekaj časa trajajočo begunsko krizo. Natančneje, s centralno-mediteransko potjo, ki teče skozi danes neobstoječo Libijo. Arabska pomlad se je v Siriji začela kot avtentičen upor proti diktaturi. Kot v drugih državah je bil gonilo demokratično in progresivno usmerjen segment prebivalstva, izobraženi mladi. S tem ognjem pa se je takoj začelo nasilno manipulirati. Tako strani ZDA, kot strani Velike Britanije, Francije, Izraela, Turčije, Saudske Arabije in zalivskih držav. Interesi, da se naredi sranje, so bili zares veliki. Sirija je bila pred tako zvano državljansko vojno stabilna država pod diktatorjem Al-Asadom. Sirija ni bila integrirana v imperij, bila je v tem smislu samostojna tvorba pod vplivom Irana in Rusije. V odnosu z Rusijo Sirija igra vlogo okna v Mediteran, kjer imajo Rusi svojo na Mediteranu edino vojaško pomorsko bazo. Oborožitev sirske vojske je pretežno sovjetsko-ruska. Sirija v odnosu z Iranom in libanonskim gibanjem Hezbollah tvori os, ki je pred vojno potencialnega sovražnika videla predvsem v Izraelu. Danes ta ista os, vključno s še obstoječo polovico Iraka, tvori tako zvani šiitski tabor. Nasproti temu taboru stojijo države kot so Saudska Arabija, Katar, Bahrajn in Združeni Arabski Emirati, pa tudi Egipt, Izrael in Turčija. Igra se z vsemi sredstvi. Naj bo govora o manipulacijah na področju informacijsko-propagandnega stroja, o procesu informacijske vojne, kjer mediji popolnoma izgubljajo stik z verodostojnostjo informacij, pač pa ustvarjajo zgolj nek narativ, odvisno na kateri strani v tej vojni pač so, tudi če nezavedno. Pa o diplomatskih intervencijah in takojšnji popolni delegitimaciji Asada, o društvu prijateljev Sirije, pa tudi o bolj direktnih načinih intervencije. Po meni verodostojnih informacijah so imele nekatere izmed prej naštetih držav na začetku upora v Siriji na tleh ekipe ostrostrelcev, ki so stopnjevale nasilje prek streljanja po upornikih, pa potem po vojski, medtem ko sta strani strele pripisovali ena drugi. Govoriti je potrebno o zahodnem vzpostavljanju, financiranju in oboroževanju tako zvanih zmernih upornikov, o podpori svobodni sirski vojski, ki je danes razbita, njena sredstva pa so priključena različnim frakcijam, o izraelskih zračnih napadih na vladne cilje in pa o omogočanju varne cone upornikom na Golanskem višavju, pa o prepustni meji Turčije, prek katere vstopa orožje in dolari in salafistična internacionala. Sploh pa je treba govoriti o popolnoma jasni in izkotni vlogi Saudske Arabije in Katarja, ki v Siriji pa tudi v Jemnu odigravata širši konflikt z Iranom in to z vsemi sredstvi. Okolje, ki so ga sile destabilizacije ustvarile, je privedlo do današnjega stanja, ko so vsi avtentični elementi upora že zdavnaj uničeni ali inkorporirani v bolj ali manj skrajne frakcije. Elementi Al-Kaide, kot je fronta Al-Nusra, se zdijo v Siriji danes skoraj blagodejno zmerni. Domove je moralo zapustiti že skoraj 12 milijonov Sircev. Konflikt je v eskalaciji, pred parimi dnevi se je uradno vmešala tudi Rusija, ki podpira Asada. To je pomemben moment in prehod sirske vojne v novo fazo. Zakaj govoriti o vsem tem? Begunska kriza je v zadnjih mesecih postala osrednji medijski spektakel. Hkrati pa nas je gledano iz vidika javnega govora skoraj da presenetila, kot da vsi skupaj premišljujemo o pomembnejših stvareh, kot da ni jasno, kaj se dogaja. Gre se za proces, ki se zaganja že nekaj časa in kateremu v srednjeročni prihodnosti ni videti konca. Gre se za problematiko, ki bo odločilno in konstitutivno vplivala na naš čas in prostor. S tem mislim na nujne notranje spremembe, v katere bo prisilila območje Evropske unije, ki predstavlja enega izmed ciljev teh migracij. Za begunce v EU ni prostora. Prostora ni tudi za marsikoga izmed nas. Problem je sistemske narave. Problem je to, da je EU del problema. Debata o beguncih mora misliti vso to kompleksnost. Argumenti, ki enostavno pozivajo k solidarnosti in integriranju beguncev v naše družbe, ne bodo zdržali, ker naših družb več ni. To, v kar naj bi migrante integrirali, deluje po principih ekonomije, ta pa vzame le tisto, kar potrebuje, da ustvarja profit. Pozicija, ki zagovarja integracijo, enostavno ne bo zmogla zadostno artikulirati pritiska, ki ga bo neizbežno naraščajoč val migracij predstavljal obstoječim strukturam. Napaka
je morda že v predponi pro-begunske pozicije. Kdo pa smo mi, da bomo za ali proti? Begunci so pač tu in še veliko jih prihaja. Morda bi lahko neko upanje in polje politike videli ravno v neintegriranosti migrantov. Tistih, ki so zaradi svoje strukturne pozicije že a priori proti državi. Tistih, ki so izkoreninjeni, katerim je ostalo samo še življenje in ki ravno zaradi tega nosijo potencialno za novo, kar je edino dragoceno. Govoriti bi morali o sodelovanju, o zavezništvu. Ko barbari upadajo v center, se jim je z pozicije avtonomije in antiimperializma potrebno pridružiti. Morda bo to bolj jasno kmalu, ko bo begunska kriza prešla v novo fazo, ko državni aparati ne bodo več zmogli izgrabiti in procesirati toka. Bistveno je, da še naprej gradimo politična telesa, da bomo imeli s čim vstopati v skupen boj.